V domu krajanov v Makolah je v četrtek 6. februarja potekala akademija ob slovenskem kulturnem prazniku. Na prireditvi je Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica podelila priznanja Štefana Romiha za delo na področju ljubiteljske kulture v občinah Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica. Zbrane je uvodoma nagovoril župan občine Makole, Franc Majcen. Veliko čast in veseljem je, da vas lahko pozdravim na ta slavnostni večer, ki ga posvečamo slovenski kulturi, ko se poskušamo vsaj s priznanji oddolžiti zanesenjakom, ki na področju občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica ljubiteljsko ustvarjajo in poustvarjajo slovensko kulturo, ki krojijo utrip na področju umetnosti, kulture ali kakorkoli že imenujemo vse to, kar nam bogati duha, nas razveseljuje, nas povezuje, navdušuje in ne nazadnje člani naših kulturnih društev, ki se združujejo v Zvezi kulturnih društev prej omenjenih občin, prenašajo lepoto in bogatstvo naše kulture po vsej domovini in preko njenih meja. Kar pa je še posebej vredno občudovanja, je dejstvo, da tega ne delajo za zaslužek. Prav nasprotno, marsikateri evro gre iz njihovega žepa. Tako si lahko skupaj Valentinom Vodnikom zapojejo. Ne žvenka, ne cenka, pa bati se nič, živi se brez plenka, ob petju kot ptič. Res pa je, da bi marsikdo od nas, vam zanesenjakom in idealistom, z veseljem kaj primaknil iz skupnega žaklja, če bi njegova vsebina puščala. Pa ta slavnostni trenutek najbrž ni pravi, da bi se človek spuščal v to osje gnezdo, ki v večini primerov prinaša bolj kot ne le bolečine in otekline, ki pa ničesar ne spremenijo. Aleš Berger, naš prevajalec, gledališki in literarni kritik, esejist, avtor kratke proze, dramatik, področki pisatelj, urednik, dobitnik številnih slovenskih in francoskih priznanj in nagrad, je na vprašanje, kaj mu pomeni kulturni praznik oziroma Prešernov dan in kaj mu pomeni Prešeren, takole odgovoril. Odgovor je popolnoma preprost. To, kar je dejanski čarovnik jezika in izpovedi, ki nas je konstituiral, v bistvu avantgardist za svoj čas, ker je bil tako pred časom. Napisati sonetni venec je hud boj z jezikom, zato velika zmaga. Koliko pesniških oblik je preizkusil in s čim se jih je napolnil, večine res s temnimi toni, a včasih tudi s humorjem in vedrino. Prešeren je prvi in v tem smislu edini velikan, ki mu malo doseže do Boga. Hvala Bogu, da praznujemo Prešernov dan. Priznanja sta vročila predsednik odbora za priznanja Štefana Romiha, Boštjan Juk, in župan Franc Majcen. Plaketo Štefana Romiha z listino za posebne dosežke na področju ljubiteljskega kulturnega delovanja sta prejela Blaž Gregorič iz Slovenske Bistrice in družina Skledar iz Starega Gradu. Dobitniki priznanj Štefana Romiha za leto 2024 pa so Rok Dragič iz Slovenske Bistrice, Miran Grace iz Velikega Tinja in komorni zbor Kut Šmartno na Pohorju. V kulturnem programu so nastopili članice in člani prosvetnega društva Anice Černejeve Makole in podeželske mladenke društva podeželske mladine Ložnica.